Nekega dne, ko je Jezus spet učil kraj jezera, jim je povedal priliko. Rekel je: poslušajte, sejavec je šel sejat. Pri sejanju je nekaj semena padlo kraj pota. Priletele so ptice in ga pozobale. Nekaj semena je padlo na kamnita tla, kjer ni imelo veliko prsti. Hitro je pognalo, ker ni imelo globoke zemlje, vendar, ko je bilo sonce visoko, je ovenelo in ker ni imelo korenine, se je posušilo. Spet drugo je padlo med trnje. Trne je zraslo in ga zadušilo, da ni obrodilo sadu. Seme pa, ki je padlo v dobro zemljo, je raslo, se množilo in dajalo sad. Eno je obrodilo 30-ternega, drugo 60-ternega in spet drugo 100-ternega. Dodal je še: kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša. Ko je bil na samem, so ga tisti, ki so se z 12 zadrževali okrog njega, vprašali, kaj pomeni ta prilika. Odgovoril jim je: seme je Božja beseda. Kraj pota so tisti ljudje, ki poslušajo, nato pa pride hudič in jim vzame besedo iz njihovih src, da ne bi vere sprejeli in se ne bi rešili. Na skali so tisti, ki z veseljem sprejmejo besedo, ko jo slišijo, vendar nimajo korenine. Nekaj časa verujejo, v skušnjavah pa odpadejo. Seme, ki je padlo med trnje, so tisti, ki besedo poslušajo, toda posvetne skrbi, zapeljivost bogastva in druga poželenja se prikradejo vanje in jim zadušijo besedo, tako da ostanejo brez sadu. Seme v dobri zemlji pa so tisti, ki z dobrim in plemenitim srcem besede poslušajo in jih ohranijo ter obrodijo sad v potrpljenju.